Sodelujoča društva na prireditvi v počastitev projekta Občina po meri invalidov v okviru Konjiških dni 2013 so bila Društvo Vizija, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje kot krovna organizatorja, skupaj z občino Slovenske Konjice in še pridruženi Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice, Zavod Čebela, Območno društvo invalidov Dravinjske doline, Društvo konjiških likovnikov in fotografov in Soča oprema. V dopoldanskem delu dogajanja v četrtek 20. junija 2013 se je v Domu kulture v Slovenskih Konjicah odvijalo predavanje pod naslovom Osnovne zakonitosti nasilja v družini in delo z žrtvami. Organiziral ga je Svet za invalide občine Slovenske Konjice in s tem prispeval svoj delež k obeležju praznika občine Slovenske Konjice v času Konjiških dni. Letos v Sloveniji obeležujemo 10. obletnico izvajanja projekta Občina po meri invalidov Zveze društev delovnih invalidov. Z organizacijo predavanja in vseh ostalih spremljevalnih aktivnosti v popoldanskem času se na tak način predstavijo aktivnosti društev s članstvom, ki vključujejo osebe s posebnimi potrebami in osebe, ki jih življenje tako ali drugače sooči z grenkimi izkušnjami. Širša lokalna skupnost občine Slovenske Konjice ima možnost spoznati delovanje in poslanstvo teh društev na Konjiškem in širše, pogledati ponudbo pogodbenih dobaviteljev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za medicinsko-tehnične pripomočke, ki lajšajo in omogočajo življenje. Na brezplačni telefonski številki 080 11 55 vsak delavnik od 12. do 22. ure in ob sobotah, nedeljah in praznikih od 18. do 22. ure so na voljo za telefonski svetovalni, anonimni, zaupni in informativni pogovor s strokovno usposobljeno svetovalko. Posebej so usposobljene za delo z ženskami, otroki in vsemi drugimi, ki imajo izkušnjo z nasiljem. SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja je namenjen ženskam, otrokom, mladostnicam in mladostnikom, ki imajo izkušnje z nasiljem v družini, partnerskih ali sorodstvenih zvezah, na delovnem mestu ali v drugih odnosih. Prav tako je namenjen tudi vsem drugim, ki želijo pomagati žrtvam nasilja oziroma potrebujejo pomoč ali informacije v zvezi z nasiljem. SOS telefon deluje na nacionalni ravni, kar pomeni, da se nudi pomoč uporabnicam in uporabnikom iz vse Slovenije. Poleg pogovora se je možno dogovoriti tudi za vključitev v skupino za samopomoč za ženske, ki doživljajo nasilje, za umik v zatočišče za ženske in otroke žrtve nasilja, ki se nahaja v Ljubljani. To je varen prostor, v katerega se lahko ženske in otroci umaknejo pred nasiljem in si ob pomoči in podpori svetovalk in soustanovalk na novo uredijo življenje. Nahaja se v Ljubljani na tajni lokaciji in je namenjeno ženskam in otrokom iz vse Slovenije. Sprejmejo ženske stare 18 let in več, z otroki ali brez njih, ki doživljajo nasilje v partnerskih, družinskih ali sorodstvenih odnosih. V skupini za samopomoč se srečujejo ženske od 18. leta starosti, ki doživljajo ali so v preteklosti doživljale psihično, fizično, spolno ali ekonomsko nasilje v družinskih, partnerskih, sorodstvenih in drugih medosebnih odnosih. Namen skupine za samopomoč je vzpostavitev osebnega stika in izmenjava izkušenj z drugimi ženskami, ki so doživljale ali še vedno doživljajo nasilje. Srečanje poteka v obliki pogovora v skupini, ki ga usmerjata dve koordinatorki, strokovno usposobljeni za delo z žrtvami nasilja in ne nazadnje, ampak najbolj pomembno je to, da vsem zagotavlja varen prostor, zaupnost in anonimnost. O izkušnjah v zvezi z raznimi oblikami nasilja in žrtvami iz tega naslova sta na prireditvi predavali gospa Maja Plas, predsednica društva SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja, in Dalida Horvat, vodja programov pri društvu SOS telefona. Obe sta prav tako strokovni sodelavki društva Vizija. Domačinka gospa Lidija Pratnemer, predsednica Sveta za invalide v občini Slovenske Konjice, je prav tako spregovorila nekaj besed o pomenu predavanja za projekt Občina po meri invalidov za mesto Slovenske Konjice. Za konec pa je besedo dobila še gospa Julijana Kralj, predsednica društva Vizija s polnim imenom Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija Slovenske Konjice. Že v logotipu društva, ki predstavlja roki z navzgor obrnjenimi razprtimi dlanmi, se simbolizira odprtost za sodelovanje, dajanje in prejemanje, temeljne vrednote, ki človeka bogatijo. Ob ustanovitvi leta 2000 so se opredelili za izvajanje deficitarnih in dopolnilnih posebnih programov za gibalno ovirane invalide v slovenskem prostoru, prednostno za ženske.
Prizadevajo se razviti v družbeno skupino, ki bo v sodelovanju znotraj posameznih struktur invalidov skrbela za uresničevanje pravic žensk v takem obsegu in na tak način, da bodo ženske in moški ob upoštevanju individualnih potreb imeli enake izhodiščne možnosti za urejanje svojih nujnosti. Kot specifična nacionalna organizacija gibalno oviranih invalidov s področja svoje dejavnosti sodelujejo s pristojnimi vladnimi telesi in organi tako, da se aktivno vključujejo v strokovne razprave s predlogi, mnenji in svojimi pobudami iz izkušenj ter sodelujejo pri oblikovanju nacionalnih politik in ukrepov za izenačevanje možnosti invalidov v slovenski družbi. Pri izvajanju programov in dejavnosti se povezujejo z invalidskimi in drugimi nevladnimi organizacijami na državni in lokalni ravni in so tudi članica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij v Sloveniji.